Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Meni je to vse všeč. Meni je vse všeč, če malo tako drugače. Jaz sem isto, pač prvo igračko, ki sem si jo tako sama izbrala, sem si izbrala samo zato, ker je bila čudna. To je bilo to. Power Flower je bil. Zato, ker je bil čuden in sem bila tako... Začela sem delati v sex shopu, ne, in smo si lahko izbrali, tam je bil cel kup enih stvari in smo si lahko vsake eno izbrali. In jaz sem si mislila, veš kaj, tega si jaz nikoli v življenju ne bi kupila, tako da jaz bom moj denar prišparala za nekaj, kar bi dejansko pač sem prepričana, da mi bo všeč. Ampak, če pa že za 100, ne, da sprobamo. In pa se je izkazalo, da je to moja najljubša stvar ever in zdaj opevam slave temu do konca life. Pač. In mogoče bi bile tudi neštetine. Ja, sigurno bi mi bilo zanimivo. No, recimo, jaz pomislim na unga Rudolfa, ki ima od zunaj ščetine, pa mi ni neki. Pa se drugače imam enega, ki tako tudi neke take ščetine ima zgleda, da si boš lahko lase česal s tem, pa mi ni všeč. Ampak še zmeraj mi je pa tako zanimiv za pogledat. Tako pač me pritegnejo te malo weird stvari. Zanimivo je, ja. Ja, no, medtem ko drugače danes, pa jaz nimam nobene weird stvari za predstaviti, ampak imam pač ta juni jajčka oziroma keglove kroglice. Ker smo bile s Saro, imeli smo pred kratkim eno gostjo, Jasmino. Sem videla. Tega še nisi videla, ker še ni vam prišlo. No, videla sem tisto, kaj ste dali ven. Na Instagramu si videla? Ja. Evo, ja. No, in Jasmina se ukvarja s temi terapijami medeničnega dna in sva šla tja, da je preverila, kakšne so pač najne mišice. In v bistvu to tako deluje, da nam je dala not za tiste gledalce, ki ne spremljate na Instagramu, čeprav ne vem, zakaj ne, ker pol zamujate vse te zanimive dogodivščine, tako da lahko followate na Živi Lucija tukaj. Ampak tja sva šle in pol nam je dala ona eno tako napravico noter, pa še vsak svojo dobi. Jaz sem mislila, da ona to vmes upere in sem si mislila, to mi ni všeč. Vse ginekolog tudi upere sondo. Ja, se vem, sam pač mi ni všeč to. Ja. No, in dobiš svojo tako igračko, ni igračka, pripomoček je medicinski, ki ga daš, sam si ga daš noter prnje, to mi je tudi všeč. In pol se uležeš najprej na mizo in pol stiskaš pač te mišice in pol tako vidiš tak graf, kako se pač stiski vidijo, pa še igraš tako take igrice, imaš neke take, jaz sem imela enega tazga astronautka, ki je pol lovil ti neke planete. In point je v tem, da sem se naučila zdaj pravilno izvajati keglove vaje. Pa drugače sem jih že prej bolj ne proizvajala, sem zdaj saj točno vem, da sem jih proizvajala. Kaj na začetku, ko sem delala keglove vaje, sem mislila pač, da je najbolj point, da ti stisneš nožnico. Da če ti zdaj anus zraven stiskaš, da ni prav. Ampak ni prav, če stiskaš trebušne mišice ali pa stegenske mišice, medtem ko vse od anusa do pač tam nožnice, do v bistvu še tam, ko imaš sečnico. Ja, sej med anusom pa nožnica še zraven. Ne, sej pač to tudi še zraven. Vse te mišice so pač mišice medeničnega dna in vse to moraš potem stiskati. In tako je pomembno, da stisneš, kakor sprostiš. In to je povedala, da ima veliko ljudi problem s tem, da ne sprostijo dovolj. In v glavnem, jaz sem zdaj izprobala te keglove kroglice. Ne da rabiš nujno tak pripomoček za to, da delaš keglove vaje. Lahko pa je dobro na začetku, ko se še učiš, da čutiš, da pravilno izvajaš. Zato, ker čutiš, kako se v bistvu tako, kako jih noter vase posrkaš. Ker point je, da tako stisneš in jih tako grejo gor in pa sprostiš. In to pač v leže delaš. No, jaz sem v leže to delala. In tle imaš v bistvu ti neke različne teže. Jaz se s tem še nisem igrala, ker se mi zdi čisto dovolj samo, da se uležem, da si dam noter, da stiskam in sproščam in imaš potem res ta občutek nečesa. Tako, nekaj noter. Tako da ja, zdaj sem to sprobala in sem ful vesela, da treniram svoje mišice s keglovimi vajami, da bo še boljš vse skupaj. Pač to je dobro zaradi tega, ker vse te mišice v bistvu držijo pač vse naše organe. Ker ko smo se mi, naprimer, to sem zadnjič na TikToku videla, ki je nekdo nosil svojega psa, tako nekega velikega psa, kot nekega zlatega prinašalca, kot v neki opravi, kad dojenčka nosiš, kot nek tak kenguru. In pač je bilo ful komentarjev, koliko je to slabo za psa, ker pač oni nimajo teh mišic medeničnega dna tako razvitih, da lahko suportirajo vso to težo organov. In če so oni tako gor na dolg časa, pač je to slabo za njih, ker oni so pač na 4 nogah in oni imajo pač trebušne mišice bolj močne, da vse to držijo. In sem tako, wow, sploh nisem pomislila. To je najboljši fun fact, kar sem jih slišala dolgo časa. Ja, in mi smo se pa pač razvili čez stoletja, da smo pač šli na zadnje noge in da so se nam mišice toliko okrepile, da lahko to delamo. Tako da ja, v glavnem tole je, ti so od Satisfyerja, dobite jih na Pitch Popu
in uporabite lahko do med nama 10. In meni se zdi pač super,